Spoštovani, spoštovane, prav prijazno pozdravljeni na otvoritvi 59. državnega tekmovanja Oračev Slovenije in 21. državnega tekmovanja biotehniških šol Oranjo. Prijazno pozdravljeni v občini Sveti Jurij ob Pščavnici, v vasi Bolehnečici. Prav prijazen pozdrav velja prav vsem. Pravkar je Jure Filak oziroma Pate Igor, lanskoletni državni prvak obračalni plugi, dvignil zastavo Republike Slovenije na pol droga. Na pol droga smo državo oziroma zastavo Republike Slovenije dvignili zato, ker smo v letošnjem letu izgubili dva izjemno aktivna, delovna, marljiva člana Društva Oračev Slovenije in tudi Društva sodnikov, ki vsako leto opravijo zelo marljivo in vredno delo na tako državnih kot regijskih oranjih. Prav danes se bomo poslovili od gospoda Alojza Avšiča, dolgoletnega, izjemno marljivega in delovnega človeka v vseh organizacijah, ki sem jih že omenila. Sinoči je bila slavnostna žalna seja in tam smo izvedeli, kako velik človek je bil gospod Alojz. Prav tako smo pa letošnje leto izgubili tekmovalca in dolgoletnega sodnika, prav tako Alojza Mariča. In predlagam, da najprej z minuto molka počastimo njun spomin. Slava njunemu spominu. Veseli smo, da danes lahko poleg vseh tekmovalcev in tekmovalk pozdravimo tudi goste, ki prihajajo iz različnih organizacij in visokih služb Republike Slovenije. Tako med nami najprej prav prijazno pozdravljam predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitja Bervarja. Prav tako vse svetnike Državnega sveta. Med nami je tudi gospa Marta Hrustelj-Majcen, vodja službe za učinkovito delovanje javnih služb pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Gospa Marta, prijazno pozdravljena. Prav tako pozdravljam predsednika Zveze organizacij za tehnično kulturo Republike Slovenije, profesorja doktorja Radovana Stanislava Pejovnika. Prijazen pozdrav velja tudi predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Republike Slovenije ter predsedniku Odbora za kmetijstvo Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Cvetota Župančiča. Prijazno dobrodošel v Bolehnečici, v občini Sveti Jurij ob Pščavnici, predsednik Zadružne zveze Slovenije, gospod Peter Vrisk. Prav tako, prav prijazno pozdravljeni že drugi dan med nami, predsednik Komisije za oranje pri Zvezi organizacij za tehnično kulturo Republike Slovenije, gospod Tone Hrovat. Prijazno pozdravljam tudi ravnateljico Biotehniške šole Rakičan, gospo Simono Potočnik.
Pozdrav velja tudi direktorju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, gospodu Francu Režonji. Prav tako med nami pozdravljam predsednico uprave Deželne banke Republike Slovenije, gospo Sonjo Anadoli. Z nami je pa tudi članica uprave Deželne banke Republike Slovenije, gospa Barbara Cerovšek Zupančič. Še prihaja. Naš gostitelj in tisti, kateri je letošnje leto bedel nad izvedbo državnega tekmovanja v Uraniju, je pa seveda župan občine gostiteljice, katerega vabim k kratkemu nagovoru. Gospod župan Miroslav Petrovič. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in pa v imenu občine Sveti Jurij Občavnice. In seveda dobrodošli pri nas tukaj po Lednečici, naši lepi občini. Občina je z velikim veseljem sprejela gostiteljstvo te velike prireditve. To pa zaradi tega, ker daje velik pomen kmetijstvu, saj smo mi kmetijska občina, ker se veliko prebivalcev občanov ukvarja s kmetijstvom in seveda tudi preživlja s kmetijstvom. Poleg tega tekmovalnega programa in bogatega spremljevalnega programa bi vam radi pokazali še utrip življenja v naši občini. Zato smo k sodelovanju povabili številna društva, ki boste spoznali danes in jutri, in sicer podeželsko mladino, podeželske žene, turistično društvo, ponudnike dodatne ponudbe na kmetijah in vse ostale, čebelarje in tako naprej. Želim vam tekmovalcem seveda čestitati vsem, ki so se vrstili na to državno prvenstvo. To je velik uspeh. Na tem tekmovanju pa vam seveda želim vsem skupaj veliko uspeha, obiskovalcem pa, da bi se prijetno in lepo počutili med nami. Vsi organizatorji se bomo posebej potrudili, da bo temu tako in da boste z lepimi spomini odšli domov. Hvala. Hvala lepa, gospodu županu. Seveda pa prav poseben pozdrav velja tekmovalki in vsem tekmovalcem, ki so se, tako kot je že bilo povedano, letošnje leto uvrstili na že 59. državno tekmovanje Oračev Slovenije in 21. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol Slovenije. Izjemen pozdrav in prav poseben pozdrav velja prav vsem vam, tekmovalci sedijo tukaj na moji levi, in en velik aplavz, da jim malo tisti strah pa trema mineta. Vsi tekmovalci so včeraj že poizkušali zaorati v Bolehnečko brazdo in včeraj so imeli izjemno trdo in suho zemljo. Danes zjutraj pa smo imeli posebno budnico, saj nas je tam po 5. uri prevodil grom in strela in tudi kar namočilo je naše njive. Zato je verjetno brazda danes na petkovem treningu bila drugačna. Ampak takšno bo verjetno tudi popoldne, ko se tekmovanje pričenja. Tako da vsi tekmovalci in tekmovalka, srečno! K kratkemu nagovoru pa vabim tudi gospo Marto Hrustelj-Majcen, ki prihaja, kot sem že povedala, z Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo ter prehrano Republike Slovenije. Prav lepo pozdravljeni. Pozdravljam vas tudi v imenu ministra, gospoda magistra Dejana Židana, ki se te prireditve žal zdaj ni mogel udeležiti, se bo pa priključil popoldne, če mu bo le čas dopuščal in če bodo druge nujne obveznosti to omogočale. Seveda vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu celega ministrstva in vam želim, da ste dobri, najboljši pa tako že ste. Zdaj, obdelava tal je stara toliko kot človeštvo. Stara je toliko kot tisti trenutek, ko je človek odločil, da bo pomagal rastlinici, da zraste. Najprej s preprostimi orodji, s svojimi rokami, potem pa vedno bolj kompliciranimi stroji.
In spoznaval je, da mora zagotoviti rastlini vse, kar rastlina potrebuje in da lahko dela in dela in dela in zagotavlja, pa še vedno narava naredi svoje. In ne samo narava, predvsem količina dela in delo, ki ga vložiš v to zemljo, nam pomeni, nam daje neko dobro žetev. Celo en pregovor pravi, da ne zemlja, ampak delo naredi pridelek. In delo, če so zraven pridne roke, če so zraven mojstri, potem ima lahko zelo dober izkupiček. O samooskrbi se veliko govori. O samooskrbi na nivoju vrtička, na nivoju kmetije, na nivoju države, povsod nam gre nekako, pri državi še potrebujemo nekaj več. Nekaj več samooskrbe, predvsem na določenih področjih, ki so predvsem vezana s poljedelstvom in pridelavom zdrave in kvalitetne hrane. Na uvoz ne moremo vselej računati. Uvoz je problematičen predvsem v kriznih območjih, predvsem v kriznih obdobjih. In glede na to, da imamo takšnih kriznih žarišč po svetu kar nekaj, smo ves čas tam nekje, da se vseeno splača in moramo zagotoviti strateške surovine. Saj zdaj že v bližini nas naval beguncev opozarja, kako hitro in kako ravnljivo je to obdobje miru. Pravzaprav smo zelo srečni, da živimo v tako lepi deželi, kjer še imamo možnost pridelovati hrano, kjer še imamo zemljo in to moramo očuvati, tako mir kot tudi svojo zemljo. Pravzaprav zelo se je spreminjalo to obdelovanje zemlje. Od rala, pa do traktorja, pa do sofisticiranih traktorjev, ker imaš že menda klimo in vse ostale pripomočke, ki ti pomagajo, da bolje obdeluješ. In če je včasih bil kmet zdelan, moker, se je trudil pridelati, kar se je največ dalo iz tiste zemlje, to še vedno počne. Ampak zdaj kmet ni več zdelan, zgaran, jaz tule vidim bistre glave, ki vidijo perspektive v kmetijstvu, ki se smejijo tamle, ampak zagotovo mi računamo na njih in računamo, da so tole tudi naši najboljši perspektivneži. Gospodje sodniki, jaz vam želim, da dobro opravite svoje delo, želim si, da izberete najboljše, to boste zagotovo naredili, tudi takšne brazde, ki so najlepše, izberete, to tudi delate in bodite pošteni. In izberite takšna dobra dekleta in fante, da nas bodo dobro zastopali na svetovnem prvenstvu in bomo spet pokazali svetu, kako dobri smo. Veliko uspeha. Hvala. Slovenci smo tako najboljši, to tako ali tako vemo. Sami se sicer redko kdaj pohvalimo, drugi tujci, ki pa zaidejo ali pa pridejo v naše kraje, pa velikokrat rečejo o nas pohvalne besede in prav je tako. Torej, tekmovalko in tekmovalce sem že pozdravila. Prav prijazen pozdrav pa, tako kot je gospa z ministrstva povedala, velja seveda tudi vam, sodnikom, vsem tistim, ki boste danes in jutri na državnem tekmovanju delili pravico. Naj bo ta res prava, tako da res dobimo tekmovalce, ki nas bodo na naslednjih stopnjah tekmovanja prav in pravilno zastopali. Prav prijazen pozdrav v Bolehnečicih na državnem tekmovanju pa velja tudi direktorici sklada kmetijskih zemljišč in gozdarstva, gospe Ireni Šinko. Prav prijazno pozdravljena v Bolehnečicih. Da pa tekmovalka in tekmovalci ne bodo tako mrko in žalostno gledali, vabim enega vaškega posebneža in sicer mimo kar pravimo Korn, drugače ga poznamo tudi pod imenom Samo Tuš, da vas malo razvedri in vaša usta malo raztegne v prijazen nasmeh. Samo Tuš, Korn.
Nekdo se je 3:30 jutroma šlo na Ivo, zdaj pa že je pol ure kraspoldne, pa še skonsko kodakate. Poslušaj, tema bo, pa ni nič narediga. Nazadnjo pa da še ovi tam po televiziji rekel, da ne da je zmerno do pretežno oblačno, ampak da je nekaj došlo. Tako da, če še imate, jaz smo zajene 3/4 ure gučil, nah pa kuda koji, mili moji. Kjera je tista gospa, ki je traktoristka, jaz bi jo rad videl. Kjera je? Stani gor, Miklina, dajte vidijo, kruci, na vidi gor na odre. Budućnost. Ne pa da mu to te grde stare kosmate dede gledal. Ven ti špilo. Vse jaz vidim, da do mogle ženske prevzeti. Pri nas je tudi naša vse prevzela, pa me pač več njega doma. In jaz smo vam nekaj povedal, kaj se tiče totega kmetijstva pa totih stvari. Če bi vsaki pravi, doma bomo imeli vse, pa doma bomo imeli vse, te pa že ima zdaj vsaka za vsakim voglom teko paradajza, pa pravi, nucaš paradajz, ne, jaz ga imam teko, ti nucaš, ne, jaz ga imam teko, tisto, ki nima nič, tudi reče, da ga ima puno. Nah pa opet se veš Lidl, pa toti kšeftajo, kaj si ti noč. Ja dobro, zdaj tak mu naredili, ker boste zdaj mogli hitro iti urad, pa jaz njemu dolgo sem povedal, da sem od oltarske službe Slovenskih Goric in prosim vas lepo, da vas njemu videl, da te pili kako toto uvoženo žgano pijačo. V Slovenskih Goricah se pije vino in vam mu povedal, ki redko kdaj boje prijete, sin, zdaj ste zašli malo v Bolehnečice, ste vedli prej, kaj so Bolehnečice, ste vedli? Ste vedli, ne? Tam včasih gospoda vidim po televiziji, gospoda, ki se spozna na tehniko pa na tote stvari. Jaz bi vas prosil, če bi me lahko nekaj zaposlili v muzeji za stare predmete, da bi mogoče kakve tote starejše ženske probo popravljati tu na govorni napravi. Zdaj pa, ki ste že tak spet lepo veseli gratali, spoštovani gospod rektor univerze, če vas muči glavobol, vam pomaga edino dober vinski alkohol. In namesto Bayer aspirina si natočite kupico dobrega štajerskega vina, pa srce in duša bosta pela, da vas glava nikdar več ne bo bolela. Gospod Grisk, če na kavču sapati usiha in ti revče, ko ne moglo niha. Ti pa brž po vinu sezi, vsa ponovo v posteli postrezi. Vete, zakaj vam to pravim? Da ne ta tam v Ljubljani pa ustoličili kakega takega ministra, ko smo že ga enkrat imeli, Bavc ali Keber ali kak se je pisal, ki je rekel, da je vino škodljivo. Vino je zdravilo celo za otroke. Pogledajte tote naše dece v Slovenskih Goricah, kako so lepo rdeče. Pa veš zakaj? Ker dobi za en nožov špic vina vsaki den malo za spit. Če pa tega ne dobi, pa je bledi, kot da bi bil Ljubljančan. Mums, vodene koze, ošpice in škrlatinka, tu pomaga vina dobra četrtinka. Toda kaj, ko vina piti še ne sme otroče, pa zdravili drugimi zdravniki mučijo siroče. Sklep, zgodaj otrok naj se nauči pijače, da bo zdrav prilezel iz plenic v hlače. Amen. Vsako delo se... Škeko še je gučo? Kaj si ti nor trije? Dobre, jaz vam želim, da bi vredni orali. Kaj se sodnikov tiče, eni so jim na dušo polagali, izberite tiste, ki do nas najboljši zastopali. Koga?
Kdo je podkrpil sodnike? Izbranite tiste, ki do najboljši je venti sunce. Že pa se je politika noter spravila. No, tisti sodnik, eden je meni rekel, jaz sem že enega petelina, pa nekaj sem zanesel, če bi naš bil malo boljši. Zdaj pa se fajn mete, vredi, orite, da ne te toti deklini, da ne kjeri preveč bil noter pelo. Da bi imel zmeno posla. Da bi živilo kaj bo. Jaz nimam heca, deklina ti pa se ne pusti totim dedam. Prvo pa reduktor, pa gremo gor naprej. Hvala lepa, Samo Tuš. Tako kot je Samo povedal, pa tudi izvabil našim tekmovalcem kakšen nasmeh na usta, za Polehnečice in občino Sveti Jurij ob Čavnici velja, da je pretežno kmetijska občina, da je kmetijstvo tisto, ki ima res že dolgo tradicijo. V vasi Polehnečici, kjer se nahajate zdaj, še toliko bolj. Mislim, da so kar Polehnečici ena izmed tistih vasi v občini Sveti Jurij ob Čavnici, kjer se kar večina prebivalstva preživlja in ukvarja z različnimi kmetijskimi panogami. Je pa res, da je v vasi še vedno prevladuje govedoreja in za vas je dolga leta veljalo, da smo oddali daleč največjo količino mleka v Ljutomersko mlekarno. To tradicijo še danes nadaljujemo, čeprav se je število kmetij oziroma tistih kmetij, ki bi imele 2 ali 3 krave, zmanjšalo, je pa več tistih, ki imajo večje število krav. Nad oranjem pa vsa leta bedi tudi Zveza organizacij za tehnično kulturo Republike Slovenije in k nagovoru vabim njenega predsednika, gospoda Radovana Stanislava Pejovnika. Spoštovana tekmovalka in tekmovalci, želim vam, da se boste danes res izkazali. Ko sem bil v vaših letih ali še mlajši in sem svojim starim atom v Savinjski dolini že preživljal kakšne dneve na kmetiji, mi je rekel večkrat, veš popček, vse je prav, da orješ po svojih knjigah, ampak znati je treba pa tudi kaj za usta dati predelati. In danes se še spomnim teh besed, ker ti hotel mi je povedati dvoje. Da je treba znati marsikaj in da je treba tisto, kar počneš, delati dobro, pošteno in dobro. In trdno sem prepričan, da tisti, ki boste danes tekmovali, da ste se naučili delati pošteno, dobro in da ste pripravljeni svoje znanje tudi pokazati. Verjamem in zato tudi skrbimo v Zvezi organizacij za tehnično kulturo, da moramo svoje znanje deliti, da ga moramo znati pokazati in seveda tudi dobro uporabiti. Vsem občanom občine, posebej gospodu županu, pa bi se rad zahvalil za vaše gostoljubje, za sposobnost, da ste to res dobro tekmovanje pripravili in najlepša hvala in vidimo se prihodnje leto na kakšnem podobnem tekmovanju. Veliko uspeha! Hvala lepa. Za vas Polehnečice velja, lahko ste že videli, da ni neka velika vas. Imamo nekaj čez 30 hišnih številk, ampak vas se že od nekdaj deli na spodnji in gornji konec. Za kmetije v naši vasi velja, če si slučajno danes, v tem tednu, v gornjem koncu vasi nabavijo kakšen veliki traktor, ne mine teden dni, da si v spodnjem koncu vasi ne bi nabavili še večjega. Ponavadi je pred leti bilo tako, da je po vasi bilo kar zelo dosti velikih traktorjev, pa malih strojev spredaj in zadaj. Danes temu ni več tako. Danes imamo tako na spodnjem kot na zgornjem koncu vasi velike traktorje in velike stroje spredaj in zadaj. Ugotavljamo pa vaščani, da kljub temu, da vso delo opravimo strojno, imamo vedno več oziroma vedno manj časa,
drug za drugega, za druženja, za posedeti s sosedom zunaj pred hišo ali na vrtu. Torej, tudi vaška idila, vaško življenje je že podobno tistemu mestnemu. Ampak se trudimo, da bomo tudi to izboljšali, da bo tudi čas za vse tisto, kar so mogoče nekoč imeli naši predniki in o čemer je govoril tudi Samo Tuš. K nagovoru pa vabim predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Republike Slovenije ter predsednika odbora za kmetijstvo Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Cveta Zupančiča. Prav lepo pozdravljam vse visoke goste. Seveda poseben pozdrav pa gre tekmovalcem, ki ste dali eno tekmovanje ali pa mogoče nekateri še več že skozi, se pravi predizborni regijski nastopi. In prav gotovo ta uvod v letošnjo republiško tekmovanje, ki ste ga mogli opraviti, je dal že ta prave tekmovalce, se pravi res tisto elito, ki je Slovenija ima na področju oranja. Prejšnji nastop gospoda, ki je govoril mimo mikrofona, je bilo kar povedanih veliko resnic, pa smo se kar malo smijali, ne? In tako na tak prikupen način je to povedal, da se človek mora nasmijati, pa vendar ni vedno za tema taka, da bi se smijal. Glejte, v preteklosti smo ogromno naredili na področju tega, ki se začne z oranjem, pa do kvalitetne in količinske, tudi večje količine pridelane hrane. Bolj pa, gospa je govorila, bolj pa nam ratamo mokri ali pa pršvicani takrat, ko je treba prodati. In tukaj nas čaka še veliko delo, predvsem naših organizacij in pa seveda tudi tisto resnico, ki je gospod povedal, mi je bila zelo ta prava. Že pred, ne zdaj, ampak že pred 10-15 leti je bilo potrebno dati carina na določeno kitajsko robo, pa bi mogoče Evropa tudi drugače izgledala. Pa ne bom zdaj o temu, v glavnem moram reči, da tekmovalcem čestitam, ki so prišli v ožji izbor, predvsem tekmovalki, edina je med, tukaj bila preko 30 fanti, za pogum in znanje, ki ga ima. Seveda vsako rač, ki je danes tekmuje na državnem prvenstvu, ni navadno rač, kot smo mi, ki kmetujemo vsak dan. To so tekmovalci, to je profesionalnost, to ni več tako, kot bi je bilo včasih, da smo pač spustili plug po oral, ampak danes je že tehnika na področju plugov, traktorjev, potem tudi na koncu, če se po smukaško izražam, tudi proga veliko pomeni, se pravi tudi njiva, kako njiva izgleda. Sveda, glavno je pa na tekmovalcu. Znanje, ki ga ima, so neverjetna, kdor se od blizu pogleda. Tako da v nadaljevanju sodniki res je dostikrat težko delo. Danes je tudi na področju sojenja šlo tehnika naprej, so tudi določene elektronske naprave in tako naprej, se pravi, vse skupaj je zelo profesionalno. Mi kmetje pa, tudi oni, ki so v drugi vlogi doma, pa orjemo za to, da zaorjemo, da sejemo in da žanjemo. Tukaj z moje strani hvala lepa vsem skupaj, želim vam pa uspehe na državnem prvenstvu in seveda potem tudi na svetovnem prvenstvu. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot sem že povedala in kot veste, danes in jutri tukaj poteka tudi 21. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol v Oranju. In prav je, da torej mlade spodbujamo, da bodo nadaljevali tradicijo svojih očetov in dedkov, torej svojih starejših generacij. V Pomurju imamo samo eno biotehniško šolo, in sicer v Rakičanu, in ravnateljico, gospo Simono Potočnik, vabim, da nas na kratko nagovori. Lep pozdrav vsem oračam, tekmovalcem in posebej me seveda veseli, da lahko pozdravimo tekmovalko. To pomeni, da se tudi ženske lahko danes uspešno kosamo z moškimi pri tako zahtevnih opravilih, kot je oranje. Držim pesti za dobre rezultate.
Torej, prihajam iz šole, ki že dobrih 20 let uspešno sodeluje tako pri organizaciji kot pri samem tekmovanju z oranjem tukaj in na raznih koncih, ki se dogajajo oziroma so se že do zdaj dogajale, kar tako, ne. Tudi nam je bistvo oziroma naša želja, zakaj sploh toliko let že vztrajamo in smo zmeraj zraven, je, da dijakom mladine čim bolj približamo ta pomemben, temeljen, lahko povemo, agrotehnični ukrep v kmetijstvu. Lahko povemo tudi, da vsako leto sodelujemo z močnimi ekipami v oranju, v posameznih disciplinah in se tudi lahko pohvalimo, da smo vsako leto nekje v spredju, da posegamo tudi po zelo dobrih rezultatih. Podobno si želim tudi letos. Torej, če na koncu še lahko dovolite, da vam zaželim vsem tekmovalcem, oračice, čim bolj ravno brazdo, prijetno druženje tukaj v Bolehnečicah in seveda povezano z vsemi spremljevalnimi prireditvami, ki se tukaj dogajajo oziroma ob tem bogatem programu. Hvala lepa. Hvala lepa. Da malo razbremenimo govornike, pa vabim spet, da se nam pridružijo naši glasbeniki. 2 trobenti in pozavna. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je že bila, kar se sama spomnim, 3-krat organizator regijskih tekmovanj v Oranju. In letos smo prvič tudi prireditelji državnega tekmovanja oračev Republike Slovenije. In ves čas je z nami tudi Kmetijski gozdarski zavod iz Murske Sobote. Prav prijazen pozdrav velja vsem svetovalkam in svetovalcem tega zavoda, ki so danes prav tako z nami, kar pomeni, da so njihove pisarne od Lendave do Apač zaprte. In prav je, da so danes tukaj, kjer se kmetijstvo v resnici dogaja. K nagovoru pa vabim direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda iz Murske Sobote, gospoda Franca Režonja, ki je verjetno rekel, da danes morajo biti vsaj do 00:30 ponoči tukaj.
Spoštovani visoki gostje, vsi prisotni, lepo pozdravljeni v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes predvsem govorimo o zemlji. Nekaj malega je bilo tudi o vodi. Leto je zemlje, prsti, kakorkoli želimo. Skratka, pogovarjamo se o zemlji na različne načine in osebno menim, da je tako tudi prav. Res pa je, da vsak ima svoje mnenje o določenih dogodkih in tako kot je že v uvodu bilo rečeno, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota je tisti, ki je vpet v vse dogodke. Torej, brez delavcev in brez Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, ne samo v Pomurju, ampak tudi širše, skoraj ni nobenega dogodka, kjer naši sodelavci ne bi sodelovali. Prav tako ni kmetijstva, jaz pravim, brez kmetijske svetovalne službe in večina svetovalcev je danes z nami, torej je z orači, s tekmovalci in je prisotna tukaj, niti slučajno pa pisarne seveda niso zaprte, tako da smo mi vedno odprti za vse uporabnike naših storitev in smo vedno na razpolago. Kar se pa tiče drugega dela, je pa seveda situacija takšna, da kot strokovne službe neposredno pomagamo vsem, ne samo tistim, ki nas potrebujejo, ampak vsem tistim, ki so kakorkoli povezani s podeželjem. In iz tega razloga sem tudi vesel, da imam odlične sodelavce, da je institucija vpeta ne samo v okolje, ampak v vse pore našega dela in vsi živimo nekako danes in jutri tudi z tem tekmovanjem. Skratka, želim si, da bi, jaz ne bom govoril, da bi bili vsi prvi, ker to ne bomo, ampak pravim vedno, da zmaga najboljši. In to sem tudi prepričan, da bodo vsi tisti, ki ste kakorkoli vpeti v to tekmovanje, napravili vse, da bo zmagal najboljši oziroma da bodo zmagali tisti, ki so res najboljši. Vsem drugim pa želim seveda prijeten dan. Hvala lepa. Glede na to, da bo drugo leto 60. torej jubilejno državno tekmovanje, pa predlagam, da tudi svetovalci malo zavorjejo, da vidimo, kdo je prvak v ranju med njimi. Takole mi nekako namigujejo, da bi tudi bojevni radi za plug sedli. Kajti gotovo se strinjate z mano, da orač s plugom vedno je in vedno bo simboliziral pridelavo hrane. In vsaka skupnost, vsaka država, vsaka dežela gotovo želi svojim prebivalcem zagotoviti dovolj hrane. Mislim, da v Sloveniji to dosegamo. Gospod Peter Vriks, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Lep pozdrav, spoštovani kmetje, pa tekmovalci, še posebej tekmovalka, pa sodniki, pa visoki gostje. Vesel sem, ko se na kakih takih kmetijskih dogodkih sreča res nas veliko število iz cele Slovenije. Oranje res sem tak, bi rekel, eno osnovno kmetijsko delo. Če je lepo zorana, potem tudi lahko pričakujemo dober pridelek, če je slabo zorana, potem seveda je že v štartu vse zamujeno. Lep pozdrav tudi tukaj domači družini Štuhecevim, vsem generacijam, ki tukaj kmetujejo že dolga leta, torej iz generacije v generacijo. Mogoče to, da povem, zadruge smo pomembne v tem prostoru zaradi tega, ker odkupimo večino tega, kar kmetje pridelamo. Deželna banka, ki je v lasti zadrug in pa kmetov, praktično vsaki kmetiji tudi pomaga z financami, kadar je potrebno. Semenarna, ki je nekaj let tudi v zadružni lasti, poskušamo ohranjati te avtohtone slovenske sorte. Če govorimo o samooskrbi, je to nujno potrebno. Vesel pa sem in lahko čestitam tudi Lojzetu domačemu mlademu gospodarju, ki je pol leta nazaj tudi predsednik domače zadruge tukaj v Križevcih. Sem zelo vesel, da si se odločil, da so te nagovorili, kaj ti na mladih svet stoji. Ne samo, da to deklarativno govorimo, ampak tudi v praksi, da se to tako dogaja. Tako da zadružništvo je pomembno, zbornica je pomembna, politika je pomembna, ki mora nas poslušati. Prej smo imeli komisijo za kmetijstvo državnega sveta. Pomembne teme smo obravnavali, ki upam, da se bo tudi kaj na pozitivno spremenilo. Tako da jaz želim, da vreme danes drži, torej da se lepo imamo tukaj, torej da tudi tisti, ki ste mogoče prvič v teh krajih, da tudi si malo te kraje pogledate, kakor je bilo prej že rečeno, gospod župan se potrudil, pa nam malo te kraje pokazal in da se družimo tudi celo popoldne. Hvala lepa. Hvala lepa.
K nagovoru pa vabim predsednika organizacijskega odbora Slavka Štuheca, domačina, domačega gospodarja, na katerih njivah bomo pravzaprav danes in jutri tekmovali, in tisti, ki je zadnje dneve bedel, da bo organizacija tekmovanja taka, kot mora biti. Slavko Štuhec. Ja, lepo zdrav tudi v imenu naše kmetije in še 3 kmetij sosednjih, ki smo prispevali zemljišča. Mogli smo spraviti skupaj 22 hektarjev kmetijskih zemljišč za trening, za oranje, za parkir place in za prireditveni prostor. Tako da vas v imenu teh pozdravljam tudi v imenu vasi Bolehnečici in pa predvsem v imenu organizacijskega odbora, v katerem smo se zelo trudili, da bi to tekmovanje potekalo kar se da dobro. Naročili smo tudi vreme, do zdaj nam služi 100%, zjutraj nam je malo pofrišalo, tako da se nam ne kadi tako. Drugače pa smo skupaj z vsemi v organizacijskem odboru, kateri so sodelovali, tudi pripravili poleg oranja, se pravi tekmovanja v oranju, ki je osrednji dogodek teh 2 dnevov, pripravili tudi precej spremljevalnih prireditev. S Kmetijsko-gozdarskim zavodom smo skupaj pripravili danes okroglo mizo, ki je bila pred otvoritvijo in je, mislim, da zelo dobro uspela. Tako da smo tudi strokovni del vključili. Z društvom starodobnikov imamo predvideno razstavo in pa jutri tudi oranje, tekmovanje v oranju starodobnikov. Z Zvezo kmetic imamo danes pripravljeno ob 15. uri tekmovanje, državno tekmovanje v spretnosti vožnji, kjer bodo vse ženske pomerile v spretnosti vožnji. Potem z našimi društvi imamo jutri dogovorjeno in pa s ponudniki iz naših krajev, da bomo malo pripravili tudi, da bodo tu predstavitve na stojnicah. Imamo tudi malo predstavljene nove kmetijske mehanizacije in v glavnem ta 2 dni se bo pri nas kar veliko dogajalo. Jaz upam, da boste se vsi prav dobro tu počutili, da boste odnesli lepe spomine iz naših krajev. Tisto, kar pa se vam ne bo dopadlo, pozabite, to, kar pa se vam bo dopadlo, pa ponesite v svet. Hvala lepa. Hvala lepa. Tudi občina Sveti Jurij ob Ščavnici je v preteklosti imela tekmovalko in tekmovalca, ki sta bila uvrščena na državno tekmovanje v oranju. Leta 1982 je to bila Marija Gašparič. Marija, ki je bila na našem koncu, v naši občini, znana oračica. Ne vem, če je danes tukaj, sinoči je bila, bo pa se nam verjetno tekom današnjega ali jutrišnjega dneva verjetno pridružila. Prav tako pa je bil udeleženec državnega tekmovanja Ivan Belec, tako da torej tudi občina se ponaša kar z nekaj dobrimi orači, ki so pa na regijskih tekmovanjih tudi bili kar dobri. In verjetno imamo v mladih kar nekaj naslednikov, ki bodo nadaljevali tradicijo svojih predhodnikov. Zdaj pa je čas, da 59. tekmovanje oračev in oračic ter 29. tekmovanje dijakov in dijakinj nimamo, samo dijakov biotehniških šol Slovenije tudi slovesno odpremo. To čast bo danes imel predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Bervar, ki bo torej odprl 59. državno tekmovanje oranju. Spoštovana tekmovalka, spoštovani tekmovalci, spoštovani organizatorji in pa predvsem lep pozdrav županu. Ne bom se ponavljal in seveda pozdravil vse vas, ki ste tukaj, ker ste bili že vsi nekako na ta ali na on način pozdravljeni. Pozdravil bom morda samo še tiste, ki so po moji presoji tudi pomembno, da jih pozdravimo. In to je seveda strokovna služba Državnega sveta na čelu z sekretarjem gospodom Marjanom Mavčcem. Namreč vesel sem, da že vrsto let Državni svet aktivno
združuje in pa povezuje delovanje kmetijskega področja in naše komisije, katere v letošnjem letu vodi gospod Cvetko Zupančič in katere aktivni član je tudi seveda gospod Vrisk, in pa vesel sem, da je tukaj tudi vsi člani te naše komisije in jim res čestitam za njihovo aktivnost na tem področju, kajti lahko rečem, da se z državni svet z to aktivnostjo udeležuje marsikaterih teh dogodkov, tako da v tem jesenskem obdobju po počitnicah oziroma po dopustih je ta dejavnost državnega sveta na tem področju res zelo aktivna. Torej, predvsem, ker bi želel še povedati, je tudi to, da bi vas, tako kot sem rekel, želel pozdraviti v imenu državnega sveta. Že drugo leto smo gostje tukaj na tekmovanju oračev in pa posebej se mi zdi pomembno, da je ta dogodek že 20. Torej 20 let se odvija to državno tekmovanje in pa tudi tekmovanje dijakov biotehničnih šol. To pomeni, da nam uspeva vzgajati nov rod zagnanih bodočih mladih gospodarjev na kmetijah. Današnja prireditev pomeni tudi priznanje vsem, ki ste povezani z obdelovanjem zemlje in da je to delo pomembno in da se ga ne da nadomestiti. Prav tako je ta dogodek v bistvu priložnost za prenos novih tehničnih in tehnoloških rešitev ter inovacij v prakso, pa tudi spomin na čase, ko je bilo oranje težaško in dolgotrajno delo, kot smo danes že slišali od našega umetnika, bi temu lahko rekel. Oranje združuje znanje, združuje spretnost, združuje ljubezen do dela na zemlji. Je starodavno pravilo in pri katerem sta se v zgodovini prvič nekako srečala tehnologija in narava. S tem pa je v osnovi omogočena tudi možnost zadostne pridelave hrane. In danes smo že nekaj slišali o tem, kajti zadostna pridelava hrane ostaje stalnica prizadevanja za prihodnost. Vedno znova ugotavljamo, kako zelo je pomembna prehranska samooskrbnost. Hrana je namreč osnovni energent, je temelj življenja in obstoja. Zadostna pridelava hrane mora biti torej cilj vsake samostojne države. Prehranska odvisnost lahko kaj hitro vodi tudi do odvisnosti na drugih področjih, pri čemer je grožnja z pomanjkanjem hrane zagotovo ena od najhujših. Na to seveda tudi opozarja Generalna skupščina Združenih narodov, ki je letošnjo leto proglasila za mednarodno leto prsti. Spoštovana tekmovalka in tekmovalci, spoštovani vsi prisotni visoki gostje, lahko že tudi rečem dragi prijatelji. Proces dela in globalizacije, ki je zajel tudi kmetijstvo, zahteva aktivno in samozadostno ukrepanje na trgu, tukaj, danes med nami. Živimo v času, ko so vrline in odlike oračev velikega pomena za obstoj in razvoj marsikatere kmetije. Govorimo o vztrajnosti, natančnosti, pogumu, odločnosti in še o marsikateri vrednoti. Današnje druženje naj bo torej tudi priložnost za prenos znanja starejših na mlade, na dijake biotehničnih šol in širšo javnost, da spozna tehnike dobrega oranja in kaj je še najpomembneje, da spozna osebnostne vrline dobrega orača. Vse to je seveda zagotovilo, da bo naše kmetijstvo tudi v prihodnje uspešno, da bodo naše kmetije zdrave in trdne in da bomo kot država ohranili in krepili našo suverenost z vidika prehranske samooskrbe. Čestitke res organizatorjem, čestitke tudi vremenu, da je zdržalo, čestitke tudi vsem vam, ki boste seveda tekmovali in tako kot je bilo že danes rečeno, vsi ste zmagovalci, eni boste prvi, eni boste drugi in to je pomembno. Zato smo ponosni na vas in vam želim še veliko uspeha tudi prihodnje. Vsem nam pa prijetno združenje danes tukaj popoldne in še na mnoga leta in na takšne dogodke. Hvala lepa.
nagovorom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitja Bervarja, je 59. tekmovanje oračev in oračic Slovenije tudi uradno odprto. Tako da tekmovanje se pravzaprav kmalu lahko začne. Preden pa se tekmovalci poslovijo, preden bomo šli na njive in pogledali, kako bo stekla njihova prva brazda, in seveda želim v imenu vseh nas, da pravilno nastavijo pluge in da so njihove nastavitve vse opreme take, kot si jih želijo. Tudi hitrost oranja seveda naj bo temu primerna, o tem verjetno ni treba govoriti, saj sami tekmovalci to še kako dobro poznajo. Da pa je zemlja v Poreknečici danes tudi primerno vlažna, pa je poskrbelo tudi vreme ali pa mogoče kmetijsko-svetovalna služba, ki se lahko pohvali, da ima v vasi Poreknečici, kjer imamo nekje okrog 150 prebivalcev, pa imamo kar 3 kmetijske svetovalce. Enega v zgornjem koncu, 2 pa v spodnjem koncu vasi. In zato še vedno poteka v vasi tekmovanje, kje je kmetijstvo bolj razvito. Ali v gornjem koncu vasi, kjer imajo enega svetovalca, ali v spodnjem koncu vasi. Ker sama prihajam z spodnjega konca, navijam seveda za spodnji konec. No, s tem danes pa je odprto tudi uradno razstava starodobnikov Društva Oldtimer Stara Gora, ki v naši vasi gradi muzej. In čez kako leto 2 bomo lahko gostje tudi v muzeju Oldtimer Stara Gora, ki že vrsto let skrbi in ohranja različno tudi kmetijsko opremo, da jo bo lahko čez kakšno leto razstavila v svojem muzeju. Pravzaprav smo vaščani Poreknečic izjemno ponosni, da je temu tako. Kot je pa že bilo povedano, bo jutri potekalo tudi tekmovanje v oranju starodobnikov. In jutri ob 9. zjutraj do pol 10. bodo potekale prijave za tekmovanje starodobnikov. Pol 10. bo pa že žrebanje. Kot veste, pa danes poleg državnega tekmovanja bo potekalo tudi tekmovanje žensk v spretnosti vožnji in prijave se bodo začele čez kakšne pol ure. Tako da tudi ženske vabljene, da se opogumimo. Takole, spoštovani, spoštovane, državno tekmovanje 59. po vrsti je uradno odprto, tekmovanje se naj začne, sodniki bodite taki, kot je že bilo danes 1000-krat povedano, vsi ostali pa prijetno počutje v Poreknečici, v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Ja, na letošnjem tem državnem tekmovanju, 59. se pravi, imamo ekipe iz cele Slovenije, se pravi, tisti, ki so se pač na regijskih tekmovanjih uvrstili na državno tekmovanje in pa tudi tekmovalce srednjih biotehniških šol iz celotne Slovenije. Tako da bodo pač ta 2 dni orali, danes se orje na ledine, jutri se bo na stanišču. Rezultat teh 2 dneh pa se bo štel pač za državnega prvaka v obeh kategorijah, plugih krajniki in pa obračalni plugi. Koliko ekip je bilo prijavljenih? Ja, prijavljenih je nekje 25 tekmovalcev iz vseh teh slovenskih regij. So pa regije imamo malo drugačne, kot jih v Sloveniji poznamo, te statistične. Imamo tudi regijo
Prekmurje in Prlekija, Bela krajina, Novo mesto, tako da je teh regij vse skupaj 11. Tekmovanje mislim, da poteka v dobrih pogojih, da imajo tekmovalci dosti zanačene pogoje, ker so pač lepa parcele in tudi ni mogoče malo presuho, ni premokro. To, kar so mi tudi pokazali sodniki, kaže, da so nekateri res pravi mojstri in jaz računam, da bojo v poštenem boju zmagal najboljši. So težki pogoji za tekmovanje? Vsekar, ja. Tukaj je zelo suho zdaj. Je suho? Ja. In kakšen občutek pa imaš sicer? Zaenkrat je vrede. Vsekar, ja. Odkot prihajaš? Konješovnica. Kot predstavnik srednjih šol ali? Ja, bil denček škola Rapiča, ja. S kakšnimi občutki si končal tokratno oranje? Glede terena pa suše, te, ko nas pestri ta mesec, še je dokaj dobro šlo. Mogel sem menjati lemež, sem stavil nove lemeže, ko si doma porital, včeraj, ko sem tudi pričakoval, pa je tako zemljo, zdaj pa sem zadovoljen z oranjem. Glede na situacijo, kako sem že prej rekel, v zemlji, kako je suha, trda, je še dokaj dobro šlo. Vi imate že izkušnje s svetovnimi tovrstnimi tekmovanji. Če primerjate tamkajšnje oranje s tem danes? Ja, če primerjam, jaz sem začel nekaj 80. leta, 35 let sem v tem oranju, bil sem tudi 12-krat na svetovnem. Kot država Slovenija, zdaj, ko ne bi poimenoval tekmovalce, zelo napredujemo, smo že v samem vrhu tekmovanja, tako da res to tekmovanje gre zelo, zelo naprej. S tem tudi imamo veliko promocijo za Slovenijo in se kosamo tudi s temi največjimi državami, kmetijskimi državami na svetu. In kakšen rezultat si obetate danes? Pa tu med prvimi tremi sigurno, da lahko si igra števili včasih tudi malo, kako v resnici povedano, lahko si prvi, lahko si pa tudi tretji. Lahko si tretji, pa si prvi. To so igre števili, posameznik tekmovalcev, vsak je nekaj malo za svoje navija in tu se včasih nabere ena ali pa dve točki, je včasih do tretjega, četrtega mesta, 2 točki razlike, je pa to. Po čem lahko ločimo dobro zorano zemljo od slabo zorane? Vsaka brazda mora biti vidna, zaorani vsi rastlinski ostanke, pa čim bolj ravna brazda. Nam lahko, gospa predsednica Zveze kmetij Slovenije, opišete, kako je potekalo tekmovanje o spretnostni vožnji za ženske? Ja, vsako leto organiziramo to tekmovanje o spretnostni vožnji v 2 kategorijah, do 50 pa nad 50 let. Postavimo progo, ki je za obe kategoriji enaka in ženske se pač vijugajo med količki, pazijo, da jih ne podrejo in se jih ali ne dotaknejo, in pa vzvratno parkiranje traktorja z prikolico. Dotik se prišteje 5 sekund, če se pa količek podre, pa 15 sekund. Sicer pa zmerimo čas in potem ta seštevek da čas, ki pomeni tudi mesto. Koliko žensk se je pomerilo v tekmovanju? Letos nekoliko manj, nas je bilo 11 v 2 kategorijah, 6+5, ampak pogumno so se podale na pot, tako da je bilo tudi tokrat zanimivo. Lahko rečem, da smo imeli veliko srečo, da so naši partnerji za letošnjo tekmo v tej občini izkazali so se nadvse, pripravili so tekmo tako, da bo vzor še marsikomu. Težav praktično ni bilo nobenih in lahko rečemo samo, da si želeli tudi v prihodnje takih organizatorjev. Tekmovalci in sodniki so se že zbrali v četrtek, tako da so opravili del teh treningov pa potrebna žrebanja dogovore. Sama tekma teče v petek in soboto, spremljajo pa tudi veliko teh spremljevalnih prireditev od tekmovanj v spretnostnih
vožnjah za kmetice pa do starodobnikov, pokažejo se tudi okoliška društva in lahko rečemo, da je to res pravi kmečki praznik. Organizacija pa je kar zahtevna, velik zalogaj. To gre za, bom rekel, utečene organizatorje. Po eni strani je sistem, ki poteka že skoraj 60 let, po drugi strani pa se tekmo selimo v tiste kraje, kjer se tudi sicer veliko dogaja. Tega pač brez podpore občine, brez podpore tukaj domačinov in vseh njihovih društev ne bi bilo mogoče izvesti. Kot vidite, so praktično vsi vključeni